Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili v prihajajočih tednih nekaj izsekov iz dogodka MoneyHow Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila, spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katere goste bi si želeli ponovno slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo na dogodek MoneyHow Live. Nekaj povpraševanj je bilo tudi vezano na prednovoletno investicijsko debato oziroma srečanje. Tudi to bomo pripravili ob koncu tega leta, tako da spremljate nas budno in seveda se v priložnosti tudi vidimo. Želim vam prijetno poslušanje. Epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa si jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Na oder vabim Damjan Merlak, izvoli, kar used se zraven mene, ja seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Blaža ste tudi že imeli večkrat priložnost slišati na podcastu. Andraž Brili, z njega ste že spoznali. Evo in Andraž Graha. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali. Se mi zdi, da dostikrat dobimo od mladih ljudi 7% ni zadost. Mi hočemo več. To je zelo, zelo pogosto. 7% donosnost na letni ravni mladim ni zadost, zaradi tega, ker so se malo navadili ali pa razvadili. Kako sorry, še enkrat? To moraš narediti na dan. Absolutno na dan, ne? Pa minusov našteješ, ne? Ampak to me je zanimivo. Jaz, ko se srečam z mladimi ljudmi, mi vedno to rečejo, to za nas ni dovolj. In grejo 100% in so investirani v kripto. Kar po drugi strani spet se mi zdi, da je kar precej tvegano, ne? Če si investiran 100% v kripto, dajme, ti nisi bil nikoli 100% v kripto. To je ta zgodba, ki sem jo jaz prej povedal. Balkan zgodba, gremo all-in. Tudi mi smo bili mladi enkrat. Ja, mi smo dali tudi takrat vse, kar smo imeli, pa še malo smo si sposodali, pa fino je bilo še kakšen lombarden kredit, si lahko hitro dobil, in je bila ta zgodba zelo interesantna in pa smo sedeli v lokalu dopoldne in smo gledali, kako sojev protein v Beogradu na borzi raste 40% na dan in smo si samo računali, kaj to pomeni čez dobre 3 mesece, in za nas je bila zgodba zaključena in študijom in življenje smo imeli rešene. Zelo lepo je izgledalo nekaj časa. Jaz sem hotela enkrat prav dokumentarc narediti o tem obdobju. Ampak noben hoče o tem govoriti na tak način, kot bi si jaz želela. So pa vrhunske zvezde. Evo zvezde dokumentarca. Izgube so bile zelo boleče in poučne. V bistvu čez to obdobje bi praktično mogel, to je nek tak adolescencija, ne bi mogel tudi čez to obdobje finančnih izgub. In recimo to finančno pismenovanje bi moglo biti v osnovnih šolah in potem bi se mogel še v praksi naučiti, kaj pomeni izguba in kaj ti to pomeni, kaj moraš vse rešiti. Mi smo se zelo veliko, jaz sem se osebno tudi zelo veliko naučil, ker sem vzel lombardni kredit za delnice, ker so pač to rekli, da to pa itak nimaš kaj izgubiti, da tudi če boš vzel 50% svojega portfelja še na kredit, boš praktično, toliko ne more pasti, da ti ne bi mogel tega pokriti, ampak padele pol na Balkanu bistveno več, in je bilo treba tudi kredit pol zaprti. Pa zdaj se vprašate, da še kaj pozicij nisi mogel zapreti. Nisem, praktično so bile delnice, danes Agrobanka, ki je bila takrat zelo popularna delnica, še danes, je propadla in sploh ni likvidna, ne moreš niti prodati, sploh je iz portfelja ne moreš spraviti ven, čeprav te gre na živce, ki ti je naredila par 10,000 evrov izgube. Zdaj, ko ti govoriš, kako si ti, takrat leta 2006 kupoval z lombardnim posojilom delnice, jaz ti pa lahko povem, da tudi danes to počnejo ljudje na zelo visokih položajih. Blaž Brodnjak konkretno mi je povedal, on je investiral v NLB delnice, ni imel denarja, zadosti denarja, vzel je kredit
in je kupil s kreditom. Imeli smo tudi primer Vizjaka, ne, ministra, ki je kupoval s kreditom delnice Petrola, tako da to so tudi zdaj primeri. No, ampak vse to je klasični margin v bistvu. Ja, v bistvu je margin. Se s tem ni nič narobe, ne, tudi če ponavadi to delajo tisti, ki se spoznajo na naložbe, ki jih počnejo. Ne? Zdaj, če je to, ne vem, so to kriptovalute, se moraš pač to dobro spoznati, če so to, ne vem, delnice, se moraš to dobro spoznati in tudi vedeti, kako pa kaj delaš. Če so to nepremičnine, lahko jih kupuješ s kreditom, tudi naložbene, ampak moraš poznati trg, moraš to spremljati. Ne? Zdaj, če ti tega ne poznaš, boš tako zamudil moment, ko bi mogel izstopati ven, ne? Ali pa, ne vem, narediti nek korak nov. Ampak vseeno, še zmeraj imamo cel kup mladih, ki v bistvu zelo na hitro želijo zaslužiti in v bistvu jim pač to 7% ali pa 9% ali pa Nasdaq 15% na letni ravni ni zadost. Ja, temu se reče pohlep, ne? To je čisto en lep izraz. Ne? In pač pohlep ponavadi nekaj stane. In velikokrat dobimo vprašanje, kaj pa je narobe, če gremo 100% v kripto? Kaj je narobe s tem? Ja, nič, sej, vsaka šola nekaj stane. Če živiš pri mami, pač nimaš kaj izgubiti, ne? Še vedno boš imel kosilo. To je ravno to, sej jaz mislim, da, veš... All in. Ja, vem, vsake se bi jaz 18 je bilo all-in za en večer. Ja, danes imajo več, danes jim starši dajo. Pa pico, ne? Ja, danes jim dajo starši, ne? In tudi se ne bojijo teh izgub, ne? Pač vedno imajo mamo hotel, vedno imajo tam večerjo, če pa imaš že družino. Ampak počak, dejansko, Damjan, se mi zdi, da tudi doskrat dobim taka vprašanja, tudi zaradi tebe. Tvoj življenjski slog, ne, ti v bistvu prezentiraš tega mladega človeka, ki je obogatil. Pa jaz sem cel dan doma, pa za računalnikom sedim, večino dni. Ja, to ne vidim. Pa tiste lepe slikice tvoje lepe slike vidijo. Moš vsak dan to videti. Takrat, ko ni storijo, kaj jih na večino dni ni, takrat se ne dogaja nič. Kaj pa če, se je objavi nič, tako kot Seinfeld. Okay, ja. Zgodba, nič o nič. Ne, hotel sem reči, kripto je dosti ljudi zmešal, sigurno. To je ta negativna plat tega, zato ker ljudje, ki so se prvič srečali s tem, ne vem, mladi najstniki, so investirali v kripto in takrat, ko vse raste, so vsi geniji. Vseeno, kaj si investiral. Vsak tisto, kar je investiral, je mislil, da je ravno on je zadev. Jaz sem bil pameten, jaz sem to zadev, ampak zdaj, ko so pa vsi izgubili, pa noben se več ne pogovarja o tem. Nikogar več sploh ne srečam, noben nič ne vpraša, noben, kje so avti, kje so lamboti, ne vem. Tega je bilo še 1 leto nazaj noro. Draga nafta. Ja. Ja, se ta Lambo zgodba je v bistvu zgodba z Dubaja, ki si rekel, da je tvoj kolega te poklical, jaz sem v salonu kupil. Ja, in takrat je bil Bitcoin 40,000, 50,000, 60,000. Skrat sem jaz rekel, to je treba ven, čau. Ja. Mislim, se to bilo itak že po Bitstampu, ne? Ja. Kar sem imel v Bitcoinu, jaz sem pač vse likvidiral in to je to. In še zdaj imam v bistvu stablecoin, USD. Ampak a veš, da v bistvu zdaj... Niti ne moram ven vzeti, če sem realen. Kam ne to? Med Bitcoin maksimalisti nisi več tako zelo priljubljen, kot si mogoče bil pred leti. Mislim, sam si, a veš, ljudje ne marajo nobenega, ki pride pa kvari žurko. Ne? Ja, absolutno. Zdaj, žurka traja, vse raste in zdaj nekdo govori, to ni v redu, to ni riziko, ne veste, kaj delate, zgubili boste. Pa ful si pesimističen, ne? Ja, in pač zato te ne marajo, se zdaj tega ne delam več. Zdaj sem se naučil, da pač pust ljudi pri miru. In ne probam spremeniti mnenja od nikogar. Ne, zakaj bi pač mnenja? Ja, ampak včasih pač hočeš dobro namerno ljudem pomagati, ampak se samo zameriš ljudem. Sej zdaj vidijo, da si imel prav, ampak še vedno ne vem, če pa pridejo nazaj, pa priznajo, prav si imel. Ne? A ste zdaj ob kripto čisti, ker je zelo veliko bankrotov bilo v zadnjem času? A lahko rečemo, da se dogaja tukaj kaj? Blaž, ti nič ne spremljaš kripto, tebe to čisto vseeno, ne? Ne, ni mi vseeno. Mislim, meni osebno je vseeno, za našo družbo je vseeno, ker nismo investirani. Definitivno pa spremljamo vse, kamor ljudje pač z veseljem vlagajo svoj denar. Ne? In če je nekaj pohlep, me to seveda zanima, ne? Ker tam nočem biti. Ne? Če je pa nekaj panika, me tudi to zanima, seveda, ne? Ker tam pa bi rad bil. Ne? Tako da, kar se sentimenta tiče, so te zgodbe meni zelo, zelo zanimive. Ne? Se si omenjala prej svojo
kariero, moje finance, ne, pa razni foreksi, pa podobne zadeve, ne, pač, ali pa happy kult, ali pa karkoli, no, se vseeno. Skratka, ljudje smo zelo nagnjeni k temu, da bi radi na lahek, enostaven način, brez truda, obogateli, a ne. In smo zelo dojemljivi za to. In to gre pogosto v neke res ekscese, a ne. In z tega vidika je meni Bitcoin fascinanten, tako kot drugi baloni ali pa neke manije, bom rekel, ne. In v Sloveniji že v zadnjih 20 letih, prej smo omenjali Balkan, ne, našo zgodovino, pol vmes je bil zlato, ne, če se spomnite, na 5 metrov v Ljubljani so prodajali zlato. Ne. To je bilo leta 2011. Ja, 2,5, čez eno leto so zamenjali tablo, namesto prodajam, kupujem, ne, zlato nazaj, ne. Zdaj jih pa ni več, ne, zdaj pa so spet sam zlatarna Celje, pa še ta dela hotele, ne, tako da ne vem. To je res, ja. Tako da z tega vidika je bil Bitcoin res fascinanten, no. Kako čredni nagon, pa čredna psihologija z prve vrste, ne, smo lahko to opazovali, ne. Bitstamp je bil del te zgodbe v prvi rundi, ki so bili Slovenci popularni, ne. Jaz se spomnim prav ene finančne konference v Varšavi bila, ne. Sem povedal, skaj sem, ne. Vsi Polaki so se okoli mene usedeli, so rekli, poznaš Bitstamp. Sem rekel, pojma nimam, ampak ja, so tam, ne, sem s Krana, oni so tudi s Krana. A res z istega kraja, to sem imel, 1 uro sem bil ta glaven, pa pojma nisem imel. 1 uro sem lahko razlagal, ne, že sam za to. Ne. In res je bilo fascinantno, no, in Bitstamp in Bitcoin, vse to v Sloveniji, kljub temu, da pustimo zdaj, kako je kdo zaslužil, ni, ampak Slovenijo je postavil definitivno na zemljevid, ne, svetovni, ne. In kakorkoli, mogoče, če boste za nazaj gledali moje mnenje o Bitcoinu kot naložbi, ne, tekom manije, ne, nisem bil najbolj naklonjen, ne, ampak bom tako rekel, tisti spomenik, ne, ki je pred sodiščem v Kranju, ne, si pa, bom rekel, skozi čas bi si pa kar rekel, da si ga je zaslužil z vidika reklame za Slovenijo, pa vse ostalo v svetovnem merilu. No. Tako da skozi to sem ga spremljal, ne kot moja prva naložba. Zdaj bo pa še Andraž nekaj povedal o kriptu. Sam hotel sem to reči, malo ironija. Se, če bi probali danes vrednotiti Bitstamp še vsem, kljub temu, da so vse te kripto pa Coinbase, ko bi rekel, sorodne firme padle, nisem čist prepričan, če ne bi bila tržna kapitalizacija še zmeraj večja kot Krke. Koliko danes trg zgleda, ne? Čeprav bi padel za 80%. Ne? Če vzamemo nek Coinbase pa neke diskonte, pa to sem hotel reči, da je to zanimivo, no? Kakorkoli. Tako da impact je imel, kle sem se bolj hotel pridružiti Blažu, ampak lej, kdo ve, ne? Odlično, a gremo kar naprej na naslednjo točko. Ampak kdo kakšno vprašanje vezano na kripto? Kar pogumno, Ben ne bo nič naredil. Nikola, boš ti kaj vprašal? Zihar imaš kakšno vprašanje na lagarju. A čakaj, prihajam, evo, se bom jaz malo sprehodila. Ja, spet za Damjana, ne glede na kripto. Zdaj par zadnjih 3-4 dni smo nekaj začeli malo migati na kripto. Ne. Evo nazaj. Ja, in zdaj smo se že tam. Še je upanje. Ja, jaz sem tudi recimo sam stopil noter malo po tem dolgem času, tako da a je to bila bolj posledica tudi tega, kar se dogajalo, ne vem, z dolarjem, pa z dolarjenom, pa vsemi temi iztisi, ali je to mogoče zdaj res, ne vem, začetek malo, ne vem. Jaz bi rekel, da je čisto korelacija s splošnim marketom. Tudi S&P se je v zadnjih dneh ful pobral in Bitcoin, pa predvsem Nasdaq je korelacija ful visoka. Tako da praktično, zato jaz že dolgo časa govorim, če kupiš Bitcoin je isto, kot če kupiš tehnološko delnico. Ni nobene bistvene prednosti, riziko bi lahko pri Bitcoinu bil še kakšen dodaten, ne vem. Mislim, jaz ne bi rekel, da je to zdaj začetek. Zdaj pač, če bi mogel ugibati, sej ne vem, ampak če bi moral ugibati, pa bi rekel, da ne. Ker dokler bo splošen market zelo šibek, si tudi ne predstavljam, da bo kripto rastel. Toliko za danes, kmalu prihaja nova epizoda. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.